V dneh na prelomu aprila v maj se spominjamo zaključnih bojev pred koncem druge svetovne vojne, ki so zagotovili, da je danes Primorska del Slovenije. Danes ponavljamo oddajo o letalskih napadih zavezniških letalskih sil na nemške postojanke na Colu, v Idriji in v drugih krajih na obrobju Trnovskega gozda. Cilj teh napadov je bil pomagati borcem 9. korpusa Narodno-osvobodilne vojske, ki so Primorsko branili pred umikajočo se vojsko 100.000 mož Nemcev, četnikov, kozakov in drugih nemških podanikov na zahod. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Mejniki identitete. Bilo je spomladi leta 1945. Na vseh bojiščih druge svetovne vojne so potekali zaključni boji, pri čemer so se nemške in njim pridružene sile umikale proti Nemčiji. Tako je bilo na vzhodnem bojišču, na zahodu Evrope in tudi pri nas. In v zaključnih operacijah so imela veliko vlogo zavezniška letala, tudi pri nas. Prek naših krajev se je umikala glavnina nemških sil, ki so prej zasedale Grčijo in ves Balkan. Med najbolj izpostavljenimi območji je bila Primorska, zlasti še Vipavska dolina, Trnovska in Banška planota, Kras, dolina Idrijce in Soška dolina. Ocenjujejo, da se je v 4 mesecih pred koncem vojne prek teh krajev umikalo kakih 100.000 Nemcev, pa tudi njim podrejenih četnikov, ljotičevcev, nedičevcev, kozakov, ob koncu pa tudi domobrancev. Tolikšna sila, ki je bila dobro opremljena za boj, čeprav močno demoralizirana, je pomenila hud pritisk na 9. korpus Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, ki je moral obstati, saj je branil Primorce in njihovo pravico do priključitve k matični domovini. Deveti korpus, ustanovljen v skladu z mednarodnim pravom tik pred Božičem leta 1943, 3 mesece po kapitulaciji Italije, je s svojimi 12.000 borci v letu 1944 pomenil veliko motnjo nemškim silam, ki niso mogle suvereno obvladati širšega prostora med Trstom, Gorico, Idrijo in Tolminom. Pred invazijo na Normandijo so zahodni zavezniki preučevali tudi morebitno izkrcanje v Tržaškem zalivu, pri čemer bi jim bil 9. korpus v veliko pomoč, po drugi strani pa huda ovira nemškim silam. Če ne prej, je bilo pred koncem leta 1944 tudi nemškim generalom na Balkanu, na severu Jadrana in na naših tleh jasno, da se je vojna sreča obrnila. In kmalu se je vsul plaz umika proti severozahodu. Sočasno so nemške sile, okrepljene s kvizlinškimi vojaki, začele nepretrgane ofenzive proti partizanom 9. korpusa. To je bilo najtežje obdobje za 9. korpus. Nenehni boji so ga oslabili, da je konec vojne dočakal skoraj prepolovljen. A je obstal in zadnje dni aprila krenil v napad in osvobodil Trst. Toda
Toda v spopade so se v pomoč in podporo partizanom 9. korpusa odločno vpletla zavezniška letala 16. in 19. eskadrilje južnoafriških letalskih sil, South African Air Force, SAF. Delovala so iz oporišča Biferno v italijanskem Bariju in sicer v okviru Balkan Air Force, BAF. Vse pa je bilo podrejeno britanskim kraljevim zračnim silam, Royal Air Force, RAF. Pred nekaj leti so na spletni strani Južnoafriškega dokumentacijskega centra nacionalnih obrambnih sil objavili fotografije, dokumente in dnevnike južnoafriških pilotov, ki so sodelovali v raketnih napadih na nemške položaje na Primorskem. To je spodbodlo našega sogovornika, publicista profesorja Lucijana Trošta, domačina s Cola, ljubitelja zgodovine in etnološke dediščine, da se je povezal z omenjenim južnoafriškim dokumentacijskim centrom ter pridobil faksimile dokumentov in kopije fotografij. Za tak korak se je odločil, ko je na spletu opazil letalski posnetek napada na rodni Col, posnet v trenutku, ko so rakete zadele hišo njegove mame, o čemer mu je pravila v otroštvu kot priča dogodkov. Profesor Lucijan Trošt se je poglobil v arhivsko gradivo in spisal knjigo z naslovom Cilj pred nami, povzet po angleškem Target Ahead, kar so bile zadnje besede poveljnika eskadrilje pred napadom. Pojavile so se fotografije raketnih napadov južnoafriških letalskih sil na kraje v okolici Trnovskega gozda in Banjške planote. To se je dogajalo, od februarja do konca aprila leta 1945. Ti napadi so bili kot pomoč 9. korpusu, izvajali so jih južnoafričani, ki so leteli v okviru Balkan Air Force, openih balkanskih zračnih sil, ki so bile takrat ustanovljene kot pomoč jugoslovanske armadi. No in ko sem jaz pa te fotografije videl, malo sem šle kocine po konce, ker jaz sem to zgodbo slišal veliko krat od mame, ki je predvsem prvi napad doživela povsem neposredno, dobilo je pred hišo, ki je bila zadeta iz 4. letala, to pomeni vse skupaj itak je trajalo manj kot minuto, to pomeni jih je presenetilo na polno. Dejstvo, da so zahodni zavezniki s svojimi letalskimi silami odločno posegli v zaključne vojaške operacije na Primorskem, je bilo nekako zamolčano širši javnosti in o tem se nismo učili v šoli. Vse, kar smo izvedeli, je bilo, da so angleška letala odmetavala partizanom 9. korpusa pomoč v oblekah, lahkem orožju in strelivu. Toda to je bilo v letu 1944, ko je bil korpus na vrhu svoje moči. O podpori spopadom pa nič. Da bi razumeli celotno dogajanje, moramo najprej pregledati vojaške razmere na operativnem območju 9. korpusa. Tle je deloval 9. korpus na za Nemce zelo občutljivem območju. Ustanovljen je bil 23. decembra 1943. leta, se pravi dobre 2 meseca po kapitulaciji Italije. Ja. No in leta 1944 je bil kar precej močna vojaška enota, Deloval je tudi na meji, kjer so se stikale upravne enote, recimo tista, ki je bila v Trstu, ki je vodil Globočnik, in ta nemška upravna enota v Ljubljani, ki jo Resener vodil. In pač tle so manevrirali levo, desno, se kakšnim velikim borbam se izogibali, zaradi tega, ker so vedeli, da ne bi zdržali, in jim je došlo dokaj uspešno, dokler niso 3. decembra 1944 v Ljubljani se sestali Globočnik, Resener in Reiner in še nekateri generali, in takrat je imel Reiner tisti govor, v katerem je izrecno zaukazal, da je to ukaz tudi iz Hitlerjevega glavnega štaba, da je treba to območje očistiti banditskih enot, zaradi tega, ker se je pričakovalo izkrcanje zavezniških enot v okolici Trsta in precej močna vojaška sila, kar zadnji 9. korpus je bil v zaledju, ne bi bila najbolj primerna zadeva. No in to kolesje nemško se je precej hitro zagnalo in že 15. decembra
so se začeli prvi vpadi na območje 9. korpusa. Prvi dve nemški ofenzivi na partizane na Trnovski planoti nista bili uspešni. Nemci so samo prodrli, ampak so se potem tudi maknili, ker je navsezadnje bil 9. korpus takrat še preveč močen, da bi lahko, bom rekel, pustili neke enote po posameznih krajih. Z začetkom leta 1945 so se pa začele postavljati tudi postojanke. In ena od teh je bila tudi na Colu, zelo močna. Recimo v najboljših časih je imela tudi 1000 pripadnikov, bom rekel 1000 vojakov stacioniranih na Colu, kar je takrat predstavljalo recimo za 9. korpus oviro, ki jo ni bilo šans, da bi jo zdrobili. Ne. Kje pa so bili nastanjeni na Colu? Večina so bili nastanjeni po hišah. Po hišah ni bilo, bom rekel, da bi bila ena vojaška kasarna tam, kjer je zdaj, mi rečemo območje Žahe, ker je bila po vojni tudi še Žaha. To je bila ena kasarna, ampak drugače pa mama je rekla, da so se praktično naselili po vseh hišah. So prišli v hišo, jim dali čas, bom rekel, ne vem, par ur, pol dneva, da so izpraznili prostore in ne, da so se izselili, ampak so se morali se umakniti bom rekel, v en del prostorov v stanovanjskih hišah, ostalo so zasedli Nemci. In tako so praktično vse hiše v tem okolici cerkve, kjer je bil center, so bile zasedene z nemškimi vojaki, bom rekel nemškimi, so bili v mestu tudi kozaki, Mongoli, razne enote, pač ki so takrat služile v nemški vojski. Ja. No, kasneje so se enkrat konec februarja, začetek marca so se jim pridružili tudi četniki, ker so umikali pred četrto armado in so praktično napolnili celoten Kras in celotno Vipavsko dolino, to tudi obveščevalci 9. korpusa govorijo. In so, bom rekel, četniki bili tudi na Colu. Služili so pa bolj kot, niso jih pošiljali toliko v boj, kot pa v to, da so enostavno kraj držali, kot, bom rekel, kot postojanko. No, se v tistem času je šlo tukaj skozi, bom rekel, Vipavsko dolino, čez Trnovski gozd, čez Idrijo, približno 100 000 teh nemških in njim pridruženih vojakov. Ne? Ja, kar je mene zanimalo in kar sem jaz pobral iz teh poročil, pač tu so, četnike so takrat imenovali Ljotičevce, Nedičevce, tu so bile razne te formacije, ki so pač šletle skozi in tudi eno poročilo, ki ga je Globočnik podpisal, piše o tem, da bo nemška vojska pomagala pri oskrbovanju teh enot, če bojo tudi one služile interesom Tretjega rajha. Tako da je prav, bom rekel, prav napisano in noter so enote ruske in noter so srbske enote. No, bom rekel, hrvaških ni, recimo in slovenski domobranci pač tudi so omenjeni, bom rekel, kot del teh enot. No in tu so pač Nemci v ofenzivi proti 9. korpusu, ko so začeli tam, rekli, 15. decembra in končali tam nekje 6. aprila, so pač s pridom porabljali, normalno. A so imeli Nemci še kje druge te postojanke ali samo tukaj? Nemci so praktično v začetku kot izhodišča uporabljali 3 glavne. Ena je bila Idrija, drugi je bil Col in tretji je bilo Grgar na goriški strani. Praktično 3 točke, iz katerih so lahko prodirali proti notranjosti Trnovskega gozda. Rekoč obkolili, ne? Ja, praktično obkolili in s tem, ko so osvajali posamezne vasi na področju Trnovskega gozda, so tudi tam kasneje, ne takoj na začetku, ampak kasneje so tam puščali postojanke, v katere so pač naselili, bom rekel, ali domobrance ali pa tudi svoje vojaške enote. Tako da se je manevrski prostor 9. korpusa začel ožati in predvsem je bilo pomanjkanje, na kar opozarjajo tudi obveščevalci, pomanjkanje hrane in streljiva je bilo, kar naenkrat se je pojavljal velik problem. Zadnje januarja je bila precej huda zima in tudi opisujejo, da zaradi zametov, da sploh nimajo šans, da bi kjerkoli dobili hrano in v enem poročilu tudi opisuje, da hrane v bolnicah imajo samo še za 7 dni, da je treba poskrbeti pač za to. To je bil tudi eden od argumentov, zakaj takrat niso napadli Cola. Ker Col je bil tudi na vrsti za napad takoj po tistem, ko so napadli Trnovo. Trnovo so napadli, se mi zdi, 21. januarja, no in v začetku februarja je bilo že vse pripravljeno, tudi je načrt, jaz ga sicer v arhivu nisem dobil, tudi načrt za napad na Col. Ampak potlej so poslali z štaba 9. korpusa precej obširno depešo, zakaj ni mogoče napad na Col in Črni vrh, v katerem so tudi stanovili postojanko,
Zaradi obilice snega je, zaradi tega, ker nimajo topovskega streliva, ker so ga morali delati. Rekel, iz italijanskih šrapnelov so polnili granate in so delali strelivo za topove, ampak to je bila baje zelo zamudna zadeva in tudi tisto strelivo je bilo lahko eksplodiralo proizvode in lahko pa sploh ni eksplodiralo. Ne? Tako da, in še na to so morali čakati, da so jim Angleži poslali razstrelivo, v katerega so polnili te une, ne? Tako da so bili kar veliki problemi. No, kasneje, ko so pa Postojanko na Coli ojačali in utrdili, pa niso niti več razmišljali, da bi napadli, ker je bila enostavno premočna. Ne? Col in Črni vrh sta enostavno prerezala dostop do, proti Pivški kotlini in proti Nanozu, ne, tako da se kar zmanjšal ta manevrski prostor 9. korpusa. Ne. Ja, predvsem so ga pa razbili na več delov. Ja. Se pravi, stiskali so vedno, recimo, ko so prišli enkrat na Otelco in so toliko stisnili 9. korpus stran, je bila Postojanka na Otelci. So prišli na predmejo, je bila Postojanka na predmeji. Ne. Še celo v Čepovanu, ki je bil kao center, osvobojenega ozemlja, so ustanovili Postojanko. Ne. Tako da pač vse skupaj se je končalo tam pod tistimi kozimi stenami, ko se je 9. korpus razdelil v 3 kolone, 2 sta se izvlekli dokaj enostavno. Tvegano, ne? Ja, zelo tvegano. Ne. Štab 9. korpusa je pa padel tiste lubinske zasede in so imeli kar velike probleme. Ne. Tam tudi prosijo v depešah, dajte poslati letala. In so baje samo še 3 točke, tudi koordinate so napisane, katere 3 točke so držali. No in v en dan, mislim, da če ni bil 4. april, nekaj takega, so pa cel dan potem prihajala letala in so tolkla to območje, tako da so podlevni se lahko izvili iz obroča. Preden se dotakneva tega bombardiranja letal, se mora dotakniti tega, da so Angleži, pač odvisno od vremena, zdaj v narekovaju vremena, pač kakor je kazano, pošiljali pomoč partizanom, ravno tako z letali. Pošiljali so, hrano, strelivo, vse obleke, vse karkoli so pač potrebovali, odvisno od vremena in odvisno tudi od razpoloženja, ko je bilo, pač v stari oni so odločali o tem, kje bojo poslali. Ne. Tu je tudi ena od točk, katero jo omenja Globočnik, nemški general iz Trsta, da je treba zavzeti vsa te prostore, na katere so metali zavezniki pomoč. Ne. In potem se je dostkrat dogajalo, da so večino pobrali tudi najemci ali pa domobranci, odvisno kdo je bil takrat v bližini, ker so jih stisnili ven iz področja, kamor so odmetavali ponovadi hrano. So pomagali, ja, ampak partizane so še vedno stiskali, in ti napadi kasnejši, raketni, so bili bolj vojaška pomoč, ono je bilo oskrbanje, to je bila pa tista vojaška pomoč direktna. Ja. No, bral sem, govoriva o letu 1944, ko je bilo te angleške pomoči pravzaprav največ, da je bila ta pomoč odvisna pač od tega, kako so se poigravali z idejo, da bi Angleži oziroma zahodni zavezniki pač se izkrcali tukaj v Tržaškem zalivu. Tik prej je bila aktualna, so oskrbom pomagali. Ja. Potem pa ne. Ja, takrat je začela že politika. Takrat je bila politika, tudi recimo da je 9. korpus ostal na področju Trnovskega gozda, je bilo, ker ponovadi je zmeraj manevriral, če se je tleke dogajalo, so se odpravili na Heroinsko. Če se je na Heroinskem dogajalo, včasih so jo mahnili tudi kje proti Postojni in vedno so krožili. Zdaj pa bil prav ukaz iz štaba Slovenske vojske, naj se obdrži 9. korpus na Trnovskem gozdu, zato da bo čim bolj blizu Trstu. Kot izhodišče, Trnovski gozd naj bi bil kot izhodišče za pohod proti Trstu. Zato je pač prišlo do teh izredno hudih bojev. Na koncu 28. aprila 1945 se je to tudi uresničilo, ko so borci 30. in 31. divizije 9. korpusa krenili v osvobajanje Trsta, Gradeža in Gorice. Za Primorce in vse Slovence pa je bilo vztrajanje 9. korpusa na Trnovski in Banški planoti, na Krasu in Cerkljanskem tudi odločilnega pomena, da smo na pogajanjih za priključitev Primorske lahko dokazali rezistenco in terjali priključitev k sonarodnjakom. Nemškega okupatorja to seveda ni zanimalo.
marveč mu je bil 9. korpus zgolj ovira pri umiku na zahod. Kolikor sem jaz prebral, recimo, kolikor sem jaz razumel, Rainer je takrat rekel, da se jugovzhodna armada se bliža, to pomeni, jugovzhodna je bila dol v Grčiji in to vse so se umikali nazaj. In če hočemo ohraniti ozemlje Rajha, moramo očistiti zaledje tukaj banditskih enot in začeti graditi alpsko linijo, ne? In ker obstajajo dokumenti v arhivu Slovenije o tem, kako so gradili tle v okolici Postojne, v okolici Gorice, v okolici Tolmina, kako so aktivno gradili to obrambno linijo, ne. Pobrali domačine, najprej kao prostovoljno, potem so pa prišli, gremo in so morali kopati te strelske jarke, tudi partizanski obveščevalci poročajo o tem, da so recimo, sem dal kot primer, da so tam v okolici pod Sabotinom, tam so kopali te strelske jarke in zavezniki so pa tu kar precej, bombardirali, ne, parkrat je bilo kar dosti žrtev tudi med civilisti, ki so delali te jarke. No, in zaveznike je tudi zelo zanimalo, recimo, da so jim obveščevalci pošiljali, kaj se dogaja okoli te linije alpske, ne. No, ampak zdaj se dolžna povedati nekaj, da tukaj poznamo 3 potencialne linije, ne, pravzaprav nobena ni bila uporabljena, ne. Valo Alpino, ki so ga gradili Italijani, kot obrambo tega dela Primorske, ker so ga takrat priključili v času fašizma k Italiji. Na drugi strani Rupnikova linija, ki spet ni bila uporabljena, čeprav je še danes dobro ohranjena, medtem ko Valo Alpino ni, in pa ta tretja alpska linija nemška, ne. Se pravi, so bile vsaj 3 linije in nobena uporabljena. Ja, jaz onih 2 nisem zasledil, da bi jih kakorkoli uporabljali, so pa recimo predvsem v okolici Tolmina in Gorice, se dosti ta utrdba nemška navezovala na utrdbe iz prve vojne. To tudi partizanski obveščevalci govorijo o tem. Na liniji Soške fronte. Ja, na liniji Soške fronte so pač uporabljali neke strateške točke in te objekte, ki so jih že v prvi vojni delali in Avstrijci in Italijani. No, in ko se je stanje z 9. korpusom začelo slabšati, ko so videli, da o kakšnem resnem napadu na te Postojan, ker ne vem, dobro, Idrija je bila itak premočna, ali pa Cov in tudi Grgar, da ni variante, da bi kakorkoli lahko jo zavzeli, ne, pa tudi verjetno, če bi jo zavzeli, bi jo Nemci takoj zasedli nazaj, ne, ker isto je bilo s Trnovim. Trnovo so zasedli, čez 14 dni so imeli Nemci spet Postojanko noter, no. In sem tudi dobil dokument, da je 9. korpus pripravljal še enkrat napad na Trnovo, in je bilo že vse dogovorjeno, brigade so bile pripravljene, da bojo napadle in mogoče kakšno uro prej, ko je bil napad, so se enostavno Nemci umaknili. Govorijo tudi partizane, da je bilo verjetno izdano, ampak so se umaknili, ko so šli partizani, prav so prišli nazaj. Tako da Trnovo, recimo, meni je prav en tak primer, ta fanatizem. Na Trnovem so se 26. aprila tolkli. 26. aprila, ko je Rdeča armada bila v Berlinu, so še vedno Nemci in četniki in ne vem kdo še zraven, so prodrli nazaj in zavzeli Trnovo. Rdeča armada je bila direktno v Berlinu in tle se še zmeraj dajo z eno Trnovo. Očitno takrat zelo pomembno. V bistvu Trnovo je strateška točka nad Gorico, tam se vse vidi. Kdor drži Trnovo, lahko nadzoruje Novo Gorico. Staro Gorico. Nova Gorica še ni bilo. Ja, in tudi pot do Vipavske doline je bila na najbolj zahodni strani, edina, oskrbovalna pot za 9. korpus, ne. Se je pa takoj poznalo. V roku 10 dni so že začeli pošiljati sporočila, da primanjkuje hrane, ne. Je pa dejstvo, da se samo nekaj dni pozneje, ne, z ukazom 28. aprila, to je 2 dni pravzaprav potem, ne, o napadu na Trst, oziroma o zavzetju Trsta, ki ga je dobil 9. korpus, ne, stvar popolnoma spremenila, ne. Tudi ko so 26. aprila, takrat so bili borbe tam, so tudi očistili, ne vem, katera brigada je pač bila, očistila Otelce in Predmejo, ne. In zavzeli so Sinji vrh, kar so šteli takrat kot veliko zmago, glede na to, da je 7-krat prešel iz roke v roke, ne. Ja. No, in ampak so napisali, so se umakali samo do Cola.
In potem, ko je prišel ta ukaz, da naj se premakne 9. korpus proti Trstu, je bilo tudi zraven dodatek: cov napadite samo, če vam ostaja čas, draža puste primeri. In tako, da so šli brez da bi cov. In cov so spraznili, 30. aprila so šli Nemci in 1. maja so šli četniki. Zdaj pa preglejmo podporne bojne letalske napade 16. in 19. eskadrilje južnoafriških letalskih sil SAF na nemške položaje na Primorskem. V spopade so zavezniki vključili dvomotorne težke lovce, bombnike britanske izdelave Beaufighter Bristol, opremljene z 20-mm topovi in mitraljezi, namesto bomb pa so jim namestili 8 za tisti čas sodobnih raket vrste RP-3, ki so zelo natančno zadevale cilje. Ti letalski napadi, kolikor sem jaz lahko zasledil iz teh poročil, so bili pomoč 9. korpusu. Dogovorjena, recimo tudi z Barja so sporočali da sporočajo, da bojo balkanske zračne sile še vedno pomagale 9. korpusu. To pomeni, je bilo že prej tu kot uradna pomoč. Bilo je 31 napadov na te kraje, tle v okolici Trnovskega gozda. To pomeni, da praktično v roku 2 mesecev so vsak drugi dan, če vzamo tako poprečno, prihajali. Enkrat so prihajali malo bolj pohostoma, drugi so prihajali malo bolj, ampak recimo poprečno vsak drugi dan so napadli enkrat. Začeli so z Idrijo 18. februarja, nato je sledil Cov 21. februarja in nato so si ti napadi sledili eden za drugemu. Ko je bil 9. korpus malo bolj v škripcih, so malo bolj, tako da recimo gostota napadov tam od 20. marca do 5. 6. aprila je bila kar gosta, so kar pohostoma napadali. Najprej so napadali te 3 kraje: Idrija, Cov, Grgar, ker Idrija je bila 8-krat napadena, Cov 9-krat, Grgar 6-krat. Kasneje, ko so pa Nemci in pridružene enote zauzemali posamezne kraje, prej partizanske, to pomeni Čepovan, recimo vojsko, Otelco pred mejo, so napadali tudi te kraje, ker tam so Nemci pustili postojanke. Zdaj recimo Kanal so napadli precej pozno, ampak takrat je sovpadalo s tem, ko so čistili Bajinško planoto. Takrat so napadli Kanal. Most na Soči so te enote Južnoafrike so napadle 2-krat, s tem, da je bil most na Soči bombardiran tudi že prej strani Mustangov. Ker Mustangi so ponovadi spremljali ta letala na akcijah, ampak so bile tudi oboroženi z bombami in ponovadi niso bombardirali tistih krajev, ki so jih napadli Beaufighteri, to pomeni letalske enote teh južnoafriških sil, ampak so napadli moče kaj zraven. Tako da napadi so bili, saj če vzamemo poročila teh južnoafriških dnevnikih, moram reči, da dokaj precizni. Glede na tehnologijo, ki so imeli, to so bile rakete, ki jo pržal in potem raketa je šla po svoje. Ponavadi je v napadu sodelovalo 6 letal, ki so uporabljala svojevrstno taktiko. Sprva so letela visoko in na priletu ugasnila motorje ter se naglo tiho spuščala proti cilju, da jih ni bilo slišati. Presenečenje je bilo popolno. Na višini kakih 300 metrov nad ciljem so spet prižgala motorje in raketirala. Nemci so jim zaradi te taktike upravičeno pravili tiha smrt. Recimo predvsem ta prvi napad na Cov, napadlo je takrat 6 letal, prva skupina v 3 letal je napadla Tratnikovo hišo, ker je zdaj Tratnikova gostilna. In moram reči, da so zadeli tudi okno jedilnice, v katerih so imeli Nemci lih kosilo, oficiri. Tam pa mi je pripovedovala domačinka od tam doma, je rekla, da se ne ve, kaj je bilo tam noter, ker direktno pod boj okna je preletela raketa. Tam so zadeli Tratnikovo hišo kot štab, naslednji štab je bil pa v župnišču na Colu. In tam so zadeli pa seversko hišo, to pomeni rojstno hišo od moje mame, ampak tam je falil, po višini je pilot falil mogoče 2 metra, nič več.
in je že sam ugotovil, v poročilu piše, da je sam ugotovil, da je bil strel prenizk. Ne? To pomeni, 2 metra, bom rekel, višine bi šle rakete točno v župnišče, v štab in normalno, oni 2 letali za njimi so pa streljali, kamar je streljal poveljnik, ne? Tako da, bom rekel, itak je pogorela potle do konca, ne? Žrtev, bom rekel, je bilo, saj kar se tiče civilistov, izredno malo, če primerjamo recimo Grgar in Idrijo, ne? Ker tam je bilo 2krat, bom rekel, neslo kar 5 hkrati ljudi, ne? Tle so bile samo 2 civilni žrtvi, za Nemce se itak ne ve, ker so to skrivali, tako da ni bilo šans, da bi ugotovili. Civilistke so bile pa 2 civilne žrtve, 2 punčki, ena je bila stara, se mi zdi, 12 let, nekaj taza, ena pa 3 ali 4 leta, ki jo je zdelo mami v naročju. No in zdaj prav pred kratkim sem zvedel, kar nisem dal v knjigo, ker prej nisem vedel, da je bil ranjen tudi en fant v glavo, bom rekel, tudi star okoli 10 let. On je preživel, ni bilo, bom rekel, je bila samo rana, ne. Če gledaš te posnetke, vidiš, da so se zelo, zelo nizko spuščali. Tako nizko, da je obstajala nevarnost poškodb od eksplozije, ne. Tako tudi fotografije, na katere kažejo, da so bili dobesedno poškodovani od sami sebe, od pač tistih ruševin, ki so letele v zrak, ne. In so tudi opozarjali, ko so vadili te napade in to, da čim prej rakete spustiti in takoj se umakniti, da ni nevarnosti, da bi sami sebe poškodovali, ne. No, ampak to je bil prvi napad, bilo jih je pa 9, ste rekli. Ja. Sledil je drugi napad, pri drugem napadu so prišli malo bolj z juga, ne, Tratnikova hiša je bila spet cilj. Prvi napad je bil dejansko... Prvi napad je bil, sem čez Nano so prihajali, ja. Čez Nano, drugi napad je bil bolj, bom rekel, tudi čez Nano, ampak bolj iz Sonobora gor, tako da so, rekel, imeli cel pred sabo precej, ne. Verjetno je bilo tu odvisno tudi od položaja sonca, ne, kdaj je bil drugi napad? Prihajali so večinoma tam okoli povdne. Ker vzletali so, tako da so se ljudje tudi navadili, da okoli povdne, ker bo je zvonilo, so vedeli, če bojo prišli v tej uri, ne. Večino napadov so prihajali ob tem, razen zadnje 2, ko so poskušali priti prej, ko so že ob 6 vzletali, to pomeni, da bi nekako ob 9 bili tle na une, ampak je potle slabo vreme preprečilo te napade, tako da celo sta bila namenjena še 2 napada, ne. No in tu so si potle sledili napadi, odvisno od tega, kje se nahajajo 9. korpus v tistem trenutku in kako se je počutil, bom rekel tako v navednicah, koliko so ga stiskali, ne. Recimo takrat, ko so bili ti hudi boji za Sinji vrh, ne, takrat sta bila 2 napada na narejena kar močna, ne, tako da so prosili cel je poln Nemcev in četnikov in ne vem koga že vse, dejte napadati, ne. Letalci so bili odvisni tudi, bom rekel, od vremena prvo, ne, in drugo, kar je, potrebovali so jih tudi drugot, ne, ni bil samo 9. korpus tisti. Tako da tudi piše iz glavnega štaba so poslali sporočilo, ja, zdaj 4 dni ne računati na ono, ker so drugije zaposleni, ne. So pa leteli ti, rekel, praktično po celi Sloveniji so tolkli, ne. Ta 16. eskadrilja je začela z napadom na Reksa, ko je bil že potopljen. Prej ga je potopila ena eskadrilja angleških lovcev bufajterjev, ne. No in potem, ko je gorel tam na boku ležal, so ga pa ti napadli še dodatno, ne, tako da je zanimiva ta fotografija, kako leži na boku in kako letijo tiste rakete proti njemu. No in potem so jim pač dodali, recimo 16 eskadrilij, ki je bila starejša in je imela več izkušenj, so napadali neke ladje tam v Trstu in potem so jim dodajali počasi tudi te posebne. Najprej so tolkli, rekel Karlovac, Gospič, tam, ker so bila ta železniška križišča in pa obalne topove dol, recimo po Pagu in kasneje so pa potle prihajali, ko se je tle stanje slabšalo, so prihajali sem, ne. Priprave na same napade so morale biti izredno dobre, ne. Ker če on ve, pri prvem napadu že, da je falil cilj za 2 metra, potem veš, da je mogel točno vedeti, kaj napada, ne. Oni so imeli prej fotografirano in je imelo že na fotografijah vse označeno, kaj more napasti in kje je kaj. Ja. Se pravi, da so izbirali cilje in to je bilo dobro. Ja, cilje so izbirali, to je sigurno, ne. Sigurno so imeli obveščevalce v vasi, ki so jim povedali, kaj se dogaja v vasi, ne. Tako da tu je dejstvo, pač, da so imeli podatke, rekel, z prve roke, ne.
Pa tudi izredno hitro so ti podatki potovali. Ne? Recimo, že poročila govorijo o tem, naslednji dan tudi iz terena poročajo, da je bilo tu in tu. Ne? Tako da to potovanje informacij je bilo kar za tisti čas, zame, nenormalno hitro. Omenili smo že, da so Beaufighterji južnoafriških sil izvedli 31 napadov na osrednje nemške postojanke, teh pa bi bilo še več, če ne bi slabo vreme napade preprečilo. Skupaj so napadli postojanke v 12 krajih. Idrijo so raketirali 8-krat, Cov 9-krat, Grgar 6-krat, Hotedršico 4-krat, Most na Soči 4-krat, po enkrat pa Čepovan in Trnovo, Otlico in Predmejo, Dolenjo Trebušo, Vojsko, Bačo pri Modreju in Kanal ob Soči. Zanimiv je ta napad na Hotedršico. Jaz sem jo dodal zraven zaradi tega, ker se dotika same ofenzive proti 9. korpusu, drugače je umaknjena malo bolj stran. Ampak so napadli, predvidevam, ker takrat se je v bližini nahajala ena od kolon tega 9. korpusa, ki je peljala lažje ranjence iz bolnice Pavle in Franje v zavezniško letališče na Dolenjsko. In takrat se je nahajala na pobočju gor nad pod Javornikom. So potle oni prosili, verjetno zato, da so tudi malo zamotili domobranske enote, ker tam je bilo takrat tudi ogromno vojske v Hotedršici. In verjetno so tu napadli zato, da so zamotili, da niso izvohali, da so partizani nahajajo tako blizu. Ne? In zanimivo, da ta kolona se je praktično izvila brez strela ven. Ne? Grgar je bil napaden, mislim, da 14, potem 15, takoj še enkrat, in je bil namenjen tudi 16. So letala že bila pripravljena, ampak bolje so odpovedali, ker ba je bila postojanka, da so izpraznili. Začasno, normalno. So pa tista letala tam, so jih poslali dol napadati te obalne topove na Rabu. Ker sem večkrat zasledil, da če je bilo nekje slabo vreme ali kaj takega, so pa šli napadati te topove obalne. Potle so sledili recimo v tistem obdobju tik prej, ko so stisnili 9. korpus prav kje pod kozje stene, v tistem mislim, da sta bila napada. Zadnji napad je bil pa enkrat 17. aprila, ne vem. Se pravi, datumi so mi šli zla, bi mogel pogledati v knjigo. Dobro, recimo, ko so šli partizani čez kozje steze dol, ne? Ja. Kaj so takrat letala napadla? Izhodiščne položaje, nemške, iz katerih so... Lokve pa Čepovan? Ja, Lokov niso takrat, ne. Čepovan so napadli takrat, ko so bili partizani še toliko močni, da so Nemce iz Čepovana ven prehnali. In napad na Čepovan je bil eden redkih, kjer je bilo kolikor toliko sklajeno, da bojo napadli najprej letala in nato še partizani. Ker ponovadi, recimo dol, ko so pomagali 4. armadi, se je to večkrat dogajalo. Medtem ko tukaj so prav depeša, počakajte, da pridejo letala in po letalih dejte napast vi, ampak so se Nemci toliko hitro umaknili, da partizani so prišli praktično v prazno vas že. Ne? Ampak čez par dni so bili Nemci nazaj v Čepovanu. Ker so bili, je bila ta ofenziva tako močna, da so enostavno niso mogli partizani na vseh točkah držati Nemcev, da jih ne bi, enostavno premočni so bili. Te eni napadi, zdaj ti zadnji, kot 23. aprila pa 21. aprila, so bili taki, da so se celo piloti spraševali, kaj ne napadajo, ker je bilo vse razrušeno. Ampak tu verjetno je bilo samo tista moralna zadeva, ker zdaj jaz ne verjamem, da so jih Nemci čakali v vase. Sigurno so se razbežali ven, tudi poročila partizanskih križarjev govorijo o tem, da se v postojankah celotna posadka nahaja samo v nočnih urah, zjutraj ob 5 se grejo po okoliških hribih in tako da samo tisti najbolj nujni so ostali v vasi. Zadnjega napada pravzaprav ni bilo in dogodek je zavit v meglo s pridihom mističnosti, ki vsakomur dopušča svojo razlago. Zadnji napad je bil 23. aprila. Takrat sta bila napadena Cov in Idrija. 23. aprila, s tem, da za Cov sta bila namenjena še 2 napada. 27. aprila in 30. aprila. 30. aprila je bil napovedan napad tudi na Sveto Goro.
ne? Ampak tisti je bil enako kot COV, ista letala, bom rekel, ne ista letala, skupina letal je bila ista, ampak se bi razdelili, ene bi napadle Samostan, druge bi napadle COV. So prišli že tako blizu, da se je celo slišalo letala, ampak prve so se obrnila, ker je Sveta Gora bila praktično pokrita z maglo. Zanimivo. Zjutraj je bil lep dan, vsaj kolikor sem bral, kolikor so domačini povedali, ob enih 7 uri, da se je začela nevihta, ob 10 uri, so domačini povedali, Sveta Gora do pol pokrita z maglo. Ob poldne je bila spet tak dan, da ne moreš verjeti, ne? Se je naredil dan. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o zavezniških podpornih bojnih napadih južnoafriških letalskih sil SAAF v pomoč 9. korpusu na Primorskem. Sogovornik je bil avtor knjige Cilj pred nami, ki dokumentirano govori o teh dogodkih, profesor Lucijan Trošt. Oddajo sva povezovala Igor Velše in Vesna Topolovec. Tonski mojster je bil Max Pust. Avtor je Ivan Merljak. Spet ji lahko prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije.